čustvenega, nevirnega, krhkega, ter predvsem dovzetnega za nenavadne zvoke, vse preveč pa ga mečajo iz tira vse vrste hrupa, šumi in tresljaji, odmevi, če tudi prihajajo daleč in jih ne zasna nišče drug. Potem pa se tako v 5 minutah nauči dobrega pol ducata jezikov, kot za šalo naglo pravi šolo, katere vsak drugi razred preskoči, ko enkrat za vse ne razreši vprašanje stenskih ur, ki mu jih kmalu uspe razstaviti in na to zvezanimi očmi trenutku znova sestaviti, postane najodličnejši študent na najpriročnejši politehnični univerzi. Takoj se loti zasnove vseh vrst izbirnih predmetov, ter takoj izkazuje dar za tovrstno početje. Vse, kar si zamisli, takoj pojmuje za resnično. Predmet svojih načrtov zamenja za realnost. Pred dvorano, ki je, če tudi od tupa tam prečijo bežni pobliski svetlobe, sprva pogreznjena popolno temo, se najprej nenadoma pojavi v krogu bele svetlobe, kot bi, oblečen črni retinkont, dolgega bledega obraza visoke postave, kateri silhueta za voljo cilindra le še višja, vzniknil iz nič. Ob tem pa ga na tribuni obkrožajo nenavadni predmeti. Nikdar pred tem videne naprave, magnetne tuljave, žarnice, raznotere spirale, ter predvsem mnoštvo s plinom pod nizkim tlakom napolnjenih steklenih cevi vseh mogočih oblik. Naj Thomas Edison govori, kar hoče. Ta stvar ne deluje, kot je treba. Gregor lahko predlaga, da bi enosmerni tok zamenjal z izmeničnim. Morda bi lahko izboljšal izkoristek svojega generatorja. Dobro, zelo dobro, vznikne Edison v svojem hotelu. Gregor se zateče k uporabi visokofrekvenčnega toka, ki ne more prodreti v telo. Smelo zatrjuje, ni več daleč dan, vzklika, ko bo človeštvo svoje energetske tehnologije uskladilo z mogočnim kolesjem narave. Gregor svojo odkritja vselej predstavlja gromko. Ne skopari z vznesenostjo, se ne spogleduje z čezmernostjo, ne da bi se bal, da bi v svojem početju pretiraval. No, Gregor, nismo še tam, a nekega dne, morda, kdo bi vedel. Cenjeno občinstvo,
Dober večer, spoštovani gostje. Pozdravljeni, dragi dijaki in starši. Dobrodošli na dobrodelnem koncertu Elektro- in računalniške šole Velenje. Pot do uspeha ali celo znanstvenika ni lahka. Tudi Nikoli Tesli je bila pot do uresničevanja sanj, polna vzponov in padcev, kljub temu, da so ga poimenovali čarovnik, vizionar, prerok in ga vklicali za največjega znanstvenika vseh časov. Sanje, ja. Le kdo med nami jih nima? Rada živim, zato se mi zdi vredno truditi se za tistih nekaj dni življenja, ki nam je namenjeno. Življenje samo po sebi je neponovljiva avantura, v kateri se splača vse prekot zabušavati. Tako misli Benka Pulko, popotnica, pustolovka, ki ima rada motorje, potovanja. Ampak ali niso to vsaj majčkeno tudi naše sanje? Torej, avantura, ki naj presega stereotipno znanje, ki ga vlagate vase, v kateri boste iznašli še kaj kot znanstvenik ali si upali kot popotnica. Naj bo pot, ki vas pelje v toku prihodnosti, polna energije, zastavljenih ciljev. A pot je lahko polna gromov in bliskov, vzponov in padcev. Da bi bilo teh malo, da bi bila pot za vse lepa, uspešna, smo danes tu. In tudi zato smo naš dobrodelni koncert poimenovali Tok prihodnosti. Prihodnost je pravična in vsevedna razsodnica, ki pa žal zmeraj pride prepozno. Mislim, da nismo prepozni. Tukaj smo, da skupaj pomagamo našim dijakom v toku prihodnosti. Srčnost nas je vodila, da smo si upali. Srčnost je vas vodila, da ste se odzvali našemu vabilu in s svojo prisotnostjo pokazali, da želite pomagati tistim, ki so pomoči res potrebni. Namen pa to potrjuje, da smo že dosegli ta namen, da je naš dobrodelni koncert dosegel svoj cilj. Vsi skupaj, dijaki, učitelji, starši, gostje, ki ste danes tu, in tudi midva, ki imava popolnoma drugačno vlogo kakor v razredu, smo kamenčki v mozaiku toka prihodnosti. Nocojšnjo glasbeno zgodbo bo začel mladinski mešani pevski zbor Šolskega centra Velenje, ki ga vodi Katja Gruber. Najprej nam bodo zapeli pesem Ljubezni se razdaja Deča Žburja in v priredbi zborovodkinje ter staro avstralsko ljudsko Tungare v prevodu Zapojmo. Moraš
povzroči dobre posledice, je nekoč dejal mislec Gandhi. Vabim ravnatelja elektro- in računalniške šole Velenje, gospoda Simona Konečnika, da nam osmisli današnji večer. Dragi prijatelji naše šole, dobrota je naš notranji glas in naše vodilo skozi življenje. Če ji znamo prisluhniti, imamo možnost narediti naša življenja lepša, imamo možnost občutiti notranjo srečo. Naj bo uvodna misel iztočnica za dobrodelni koncert, ki smo ga poimenovali Tok prihodnosti. Nocojšnji večer je eden izmed lepih dokazov za to, da cenimo solidarnost in da je v nas empatija sočutja. Hvala vsem, ki ste nocoj tukaj, ki ste nam pomagali pri organizaciji in pri izvedbi dogodka. Dobrodelni koncert je eden izmed dogodkov, ki spada v niz aktivnosti upravnega odbora šolskega sklada, katerega namen je zbirati sredstva za tiste, ki pomoč najbolj potrebujejo. V lanskem šolskem letu smo s pomočjo šolskega sklada rešili marsikatero stisko in posredno njihovih družin. S takšno vizijo gremo naprej, število pomoči potrebnih pa narašča. Lep je občutek, ko delamo dobre stvari. Ob organiziranju dobrodelnih prireditev pridobivamo nove izkušnje in najpomembnejše je ta, da govorimo več kot sicer o pomenu dobrodelnosti. Ob tem, da pripravljamo naše dijake za življenje, je to vrstna popotnica zelo pomembna. Po koncertu vas vabimo še v predverje dvorane Doma kulture, kjer pripravljamo decembrski bazar z izdelki dijakov in učiteljev naše šole. Tudi v tem delu namenjamo izkupiček obprodanih izdelkov v celoti šolskemu skladu. Na svetu je bilo vedno veliko dobrih ljudi, takih, ki so znali širiti dobrodelnost. Človek, ki je znal povezati dobra dejanja z dobrimi mislimi, je bil tudi Anton Prestenjak, ki je povedal: v življenju ni odločilno imeti prav, pač pa biti dober. Dobrota je posoda, v kateri ljudje sprejemajo resnico. Resnica brez dobrote je neužitna. Hvala vsem, ki ste nocoj tukaj in želim vam prijeten večer. Hvala gospodu ravnatelju za te lepe misli oziroma besede. Zbor šolskega centra Velenje je pripravljen na drugi del svojega nastopa. Tudi tega bom napovedala sama, kajti moj sovoditelj je tudi član tega zbora. Zdaj bomo slišali črnsko duhovno pesem My Lord Potamoni ter afriško Imaljam. Prosim. More
Vabim člana upravnega odbora šolskega sklada gospoda Franca Štefaniča, da mi kot predstavnik tega sklada spregovori. Prosim. Dober večer in pozdrav vsem obiskovalcem. Šolski sklad elektro- in računalniške šole je ustanovljen 1. februarja 2011, torej deluje šele slabi 2 leti. Skladom upravlja upravni odbor, ki ga sestavljajo 4 starši, 3 učitelji in predstavnik dijakov. Namen šolskega sklada je predvsem pomoč socialno šibkim, kot tudi nadarjenim dijakom. Prav tako tudi financiranje dejavnosti in potreb posameznega letnika ali letnikov ter društev, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev. V okviru zmožnosti bomo prispevali k nakupu nadstandardne opreme, ki bi omogočala večji standard pouka. Prav tako se nam zdi pomembno povezovanje šole z okoljem in večanje prepoznavnosti, prenosom znanja iz sorodnih izobraževalnih in raziskovalnih skupin v šolsko prakso ter uvajanje sodobnih metod vzgoje in izobraževanja v šoli. Tako smo v času od ustanovitve pomagali dijakom pri udeležbi na mednarodnem tekmovanju v robotiki. Nagradili smo najbolj uspešen oddelek, ki se je promocijsko najbolj angažiral pri prodaji novoletnih čestitk ter drugih izdelkov, ter najboljšega dijaka, avtorja najbolj prodajane čestitke v lanskem letu. Med osnovne naloge pa smo si zadali še humanitarnost s podatkom pomoči dijakom s posebnimi potrebami, predvsem tistim nezgibalno oviranim, in pa sofinanciranje ekskurzij dijakom, ki izhajajo iz socialno šibkejših družin. Sredstva smo v teh 3 letih uspešno zbirali na ekofestivalih, z prodajo zbranega odpadnega papirja, potopisnih predavanj, prodajo novoletnih voščilnic in drugih izdelkov ter s pomočjo dogodilnega koncerta v lanskem šolskem letu. V teh kriznih časih pa je pred nami še veliko nalog, ki jih želimo na tem področju uresničiti. Zato se zahvaljujemo vsem, ki ste se udeležili današnjega koncerta in tako prispevali svoj kanček celotnemu mozaiku našega poslanstva. Hvala. Zdaj pa še vabim
besedi gospoda Draga Martinška, vodjo urada za družbene dejavnosti Mestne občine Velenje. Prosim, gospod Martinšek, če se nam pridružite v odru. Izvolite. Spoštovani, lep pozdrav tudi v imenu župana Mestne občine Velenje, gospoda Bojana Kontiča, ki je v neki drugi kulturni inštituciji gost druge prireditve, prav tako pomembne. V Velenju je že tako, da se mnoge prireditve križajo med seboj in vse so pravzaprav enako pomembne, posebej, če gre za takšen smoter, takšno vsebino, kakršen je današnji. V Velenju imamo zelo močan center, pozdravljam tukaj direktorja magistra Kotnika, in pa seveda zelo močne srednje šole in seveda odlične osnovne šole. Želel bi reči seveda to, da takšne prireditve, ter skladi, šolski skladi kot posebna vrsta inštitucije pomenijo v današnjih časih tako neko dodatno vrednost, posebej sedaj, ko imamo občutek, da država na nekaterih poljih popušča pri obvladovanju oziroma pokrivanju sredstvi tega prostora. Izobraževanje je vedno vzgojno. Vedno je dobro, če je zraven kultura, in vedno zraven mora biti tudi raziskovalni duh. Veseli nas v Mestni občini Velenje, da tudi v šolskem centru in da na srednji računalniški elektrošoli veje duh solidarnosti. Želimo si, da ti šolski skladi ne bi pomenili samo socialno komponento, korektiv, ampak da bi resnično pomenili tudi sredstva za nadstandardne programe, s katerimi dijaki lahko svoje sanje še preko šolskega procesa uresničujejo. Želim si, da bi ti šolski skladi dobro delovali in pri tem bodo imeli tudi podporo širše javnosti. Da pa seveda ne bom samo besedni kurir, pa prinašam s seboj tudi naš prispevek. Magister Kotnik večkrat reče, ne pridite zastojn, kadar pridete k nam, in tudi tokrat nismo prišli zastojn, niti ne za manj. Zato bi prosil, če je tukaj pripravljen ček, seveda simbolični ček, v naslednjih dneh pa bo to nakazilo tudi nakazano na šolski sklad, in bi prosil predstavnika šolskega sklada oziroma šole, da bi predal ta ček. v imenu članov sklada in pa seveda ne nazadnje vsem tistim, ki je to namenjeno. Še enkrat hvala občini in upam, da bodo ta sredstva našla pravo. Hvala. Hvala tudi iz moje strani Mestni občini Velenje. Zahvalo prinesete tudi gospodu županu, Bojanu Kontiču, in seveda vam tudi, gospod Martinšek, sredno zahvala za ta prispevek. Pripričani smo, da nam idej, kako ta sredstva dobro unovčiti, nam ne bo zmanjkalo. Hvala lepa. Zahvaljujem se obima govorcama in še enkrat hvala za res lepo presenečenje. Zahvalen seveda ni nikoli preveč. Dobrodelna prireditev je svečana priložnost, da se odpro zakladi našega srca. Poglejmo si kratek prispevek in poslušajmo, kaj o dobrodelnosti menijo dijaki in učitelji. Zame pa ima dobrodelnost še globlji pomen vedenje, da so nam pred leti v času nesreče nesebično pomagali ljudje, ne samo z dejanji, finančno, ampak tudi s svojimi besedami. Zato je prav, da dobrodelnost negujemo še naprej.
tudi mala dejanja, ki s tem v neki naredi veliki. Čeprav je samo umevno neka mala stvar, ampak če bi vsak naredil to malo stvar, bi se zgodilo nekaj velikega, kar bi bilo dobro za nas in za vse družbo. Univerzalno gledano vidim družbo kot družino, kjer močnejši član pomaga šibkejšemu, še posebej, kadar je leta v težavah. V vsakem odnosu smo odvisni drug od drugega, se potrebujemo. Tako vidim dobrodelnost kot osebno izkazovanje sočutja in osebne volje odpreti svoje srce drugemu moči potrebnemu. Potem pa tako vse samo steče v pravo smer. Dobrodelnost je za mene, da delamo dobro dela in da s tem osrečujemo tudi druge okoli nas. Kaj je zame dobrodelnost? Sposodila sem si misli tibetanskega misleca Dalaj Lame. Naša duhovna dejanja, ki jih ne ovirajo ozki sebični interesi, temveč naše zanimanje za druge, pravzaprav koristijo nam same. In ne samo to dejansko osmisli naše življenje. In nekako s temi mislimi se jaz tudi popolnoma strinjam. Nekako moramo biti dobrodelni, pomagati drug drugemu, da dejansko osmislimo same nas. Podajmo se roke in bodimo solidarni in ne sebični drug do drugega. Dobrodelnost pomeni biti pripravljen pomagati ljudem v stiski. Dobrodelnost mi pomeni nekaj lepega, jo izvajam, pomeni, da vedno prav pomagam drugim in mislim, da v tem času morali večkrat pomisliti tudi na druge, ne samo na sebe. Tako da mislim, da bi vsi ljudje morali večkrat pomisliti, kaj vse imamo, kot pa samo tisto, kar nam manjka, ker obstajajo ljudje, ki jim res veliko manjka. Dobrodelnost je delo, ki ga naredimo, ne da bi za to pričakovali neko poročilo, neko plačilo. Jaz mislim, da je najbolj pomembno pri dobrodelnosti to, da zmagamo vsi. Tisti, ki prejmejo dobro delo in tisti, ki ga naredimo. Dobrodelnost je ena izmed najlepših človekovih lastnosti, ko z dejanji, z besedami in tudi z našo empatijo stojimo človekom v strani. Prepričan sem, da ima vsak človek čut za dobrodelnost, le da je potrebno včasih tudi prebuditi. Pomembno je, da se o dobrodelnosti pogovarjamo, jo izvajamo, širimo in negujemo. Ja, naši prvi gosti pa so tu kar virtualno. Vabim vas, da si pogledamo video Šaleškega študentskega okteta.
Na našem odru pa bomo zdaj pozdravili naše zvezde, glasbenike, ki niso samo talenti, ampak si tudi upajo. Na začetku so zadoneli bobni Aljaža Dremna. Prva nastopajoča pa je prvošolka Kaja Kočevar, pianistka, ki bo zaigrala skladbo z naslovom Sims. Sledil bo ansambel izziv, v katerem igrata naša dijaka Primož Pesjak in Tomaž Lesjak. Ob njiju pa je še Lenart Pfeiffer. Nastop so pomenovali kar dobro jutro. Aljaž Trbovšek pa bo z venčkom prired sklad za harmoniko sklenil glasbeni nastop dijakov naše šole, ki si, kot smo že rekli, upajo.
Še enkrat najlepša hvala za korajžnost. Veseli in hvaležni smo glasbenim gostom, ki so se odzvali našemu vabilu in nam bodo tudi oni polepšali današnji večer. Spoštovani obiskovalci, na oder zdaj vabim naslednjega gosta s svojo gostjo. To je Matjaž Ogrenšek in citrarka Tanja Lončar, dijakinja Velenjske gimnazije. Ja, malo sem pa zrastel, takrat, ko sem jaz hodil na šolski center. Ja, moram povedati, da hvala za povabilo vse organizaciji, pa da tako število kot vidim, res, v ponos. Je pa res, da včasih sem večkrat manjkal v šoli, sem pa zato večkrat na takih preditvah, ki ga delam šolski center. To ni slabo, ne. Tako, ja, zašpila pač eno tako, želja bila taka, da bi zašpila tega Mlinarja še. Tule v zadnjem vidimo, kdo še ni bil tam vržen, ne si prej pogledati, tam so res spomini. Več pa, imam še eno gostje danes, nekaj skupaj zapelo, hvala. Rad bi živel kot Milan, da to ljubim, da spet bim sam. Rad bi živel kot Milan, da nič več se jokal ne bom. Ta-ta-ta, čas ustavi, ko mislim na reko, odnosi me mal in tam so spomini. Med ljudmi, rad bi živel kot Milan na Muri, da nič več se jokal ne bom. Ako zdaj hočem nazaj in voda obini, še več od življenja ni smrt. Volim Matja in izgubim se bom med ljudmi. Rad bi živel kot Milan na Muri, da to ljubim, da spim prisnal. Rad bi živel kot Milan na Muri, pa nič več ne jokal ne bom. A nič več se jokal ne bom. Nič več se jokal ne bom. Tako, zdaj pa presluh. Zelo rad imam kako sodelovanje kdaj s kakimi drugimi glasbeniki, razen če smo na feštah, kar uletimo gor na oder, to je pa itak klasika. Ampak danes res veseljam, vabim gospodična, in tako gospodična še pa najboljši cajt. Tanja Lončar. Hvala pa tudi seveda Sebastianu, da je tole
skupaj sprav, ne? To je pa tudi vse. Negdje još čuva nešto za tebe. Kad dođu jutra na nebo je i kad nam ništa ne ide. Pogledaj u mene, ako nas tužno jutro probude, pa grle stisne se od neboje, a ja čuvam nešto za tebe. Pogledaj u mene, to može dati samo onaj koji te, kad dođe po zlu, voli više od tebe. Moj lipi anđele, pogledaj u mene, ako nas tužne jutro probude, a ja čuvam osmijeh za tebe. Moj lipi anđele, pogledaj u mene, ako nas tužne jutro probude, a ja čuvam osmijeh za tebe. To može dati samo onaj koji te, kad dođe po zlu, a voli više od sebe. Moj lipi anđele, pogledaj u mene, ako nas tužne jutro probude, a ja čuvam osmijeh za tebe. Moj lipi anđele, pogledaj u mene, ako nas tužne jutro probude, a ja čuvam osmijeh za tebe. Ja čuvam osmijeh za tebe. Tanja Lončar. Še eno luško stvar smo pripravila, tudi to je bilo nedelo popolno na brzino, ampak je pa lepa, vredna Slovenija.
devico. Zvezdo srce in delano ročico za vodo, ki je.
da bi bil Prešeren zadovoljen. Res je, glasba ogreje srce. Prepričana sem, da bo to uspelo tudi glasbeni skupini Katrinas. Na njihovi spletni strani je zapisano, da jih povezujejo skupne glasbene vizije in ustvarjalni zagon. Druži jih želja po ustvarjanju kvalitetne glasbe in po prenašanju njene pozitivne sporočilnosti ljudem. Katarina Habe, Sanja Mlinar Marin, Neža Drobič Bogataj kot Katrinas. Veseli smo, da smo nocoj tu, da lahko tudi mi prispevamo en majhen kamenček v mozaik vaše dobrote, tega koncerta, ki ste ga organizirali, in hvala tudi vsem vam, ki ste prišli in nekaj prispevali. Čas je tak, da
Slovenci kažemo, kako znamo stopiti skupaj, predvsem v slabem tudi, ko bi še znali v dobrem, ampak prepričana sem, da bomo tudi to nekoč znali. In tale skladba Letim, ki je bila za začetek in s katero smo poleteli v vod, se bo zdaj nadaljevala za skladbo Zelen žafran, ki govori o tem, o enem drugačnem dnevu, tako kot zelen žafran pravzaprav ne obstaja, ampak si ga lahko naredimo, če imamo bojno domišljijo, veliko srce in če čutimo. Zelen žafran. Hvala lepa. Napovedali so nas kot trio, pa vidite, da nismo trio, v bistvu smo kvintet. In bomo trenutno premerovali kvintet 13. Imam tudi eno asociacijo zdaj. Zadnja skladba je Snežni možicelj. In jaz se zdaj lahko zelo dobro poistovetim s tem snežnim možiclom. Zunaj je toliko prijetno vreme. Jaz močno upam, da bo ta sneg očistil vso nesnago, ki obstaja, in da bo končno obstalo tisto, kar je lepo, kar je iskreno in preprosto. Zato naj ta snežni možicelj vsem nam prinese lepe stvari v življenju.
Ja, najlepša hvala damam. Sreča ni zgodba o smehljaju, pri srečnem življenju gre za to, da se vsak izmed nas osredotoči na to, kaj si želi od življenja. To je bistvo. Tako pravi ambasador sreče Leo Bormans. Mi dva, oziroma vsi, ki smo se trudili pripravili ta večer, vam želimo, da bo v vašem življenju veliko želja. In če bomo kateri z izbranimi sredstvi pomagali do uresničitve, bomo vedeli, da skupaj zmoremo več. Tudi bazar, na katerega vas vljudno vabimo, je namenjen temu. Morda boste dobili navdih ali našli darilce, da koga osrečite. Izdelke pa so naredili naši dijaki, starši ter učitelji. Zahvalili bi se radi mestni občini Velenje, festivalu Velenje ter mojemu radiju. Še enkrat hvala vsem nastopajočim in seveda vam, ki ste bili z nami. V čarobno decembrsko noč naj vas pospremi Tone Pavček in njegov večerni angel. 7-krat je sonce reklo adijo, 7-krat so zaprli televizijo, 7-krat je odzvonila Ave Marijo, ko je nalahno, kot lepe sanje priplaval po zraku večerni angel in je neskončno ljubo in milo nad nami razprl svoje krilo. 7x7 in še 7 otrok je leglo pod njegovo varno pero. In vsi so sanjami na obrazih zaspali mirno, snu angel jih pazil. Lahko noč, imejte se lepo. Srečno.